Hojla, Maruša tukaj z dogodek.si in v temle video vodiču te popeljem skozi proces, kako pripraviti, nastaviti, skratka, kako iz Zooma dobiti posnetke, na katerih ne bojo vidni naši udeleženci in pa tudi neslišani. Torej, recimo, da imamo neka Zoom srečanja, kjer so bili udeleženci aktivni, kjer se je dogajal, nek pogovor, in to bi v običajnih Zoom posnetkih seveda se vse zabeležilo, vse posnelo bi se tudi najbrž tudi, govoreče glave, torej tudi na posnetku bi bili vidni udeleženci, kadar se oglasijo. In zdaj pač običajno to bi bilo potem potrebno ali rezati, ali zamegljevati in tako naprej, kar je praktično, precej dela, precej dodatnega dela. Tukaj pa s tem načinom snemanja oziroma s tem načinom, kot vam pokažem, ta proces, v bistvu v parih minutah dobimo ven posnetke, na katerih torej smo vidni samo mi in naš ekran in pa slišani smo samo mi. To se pravi, tudi če so udeleženci govorili, se še zmeraj sliši samo naš glas. S tem, kot sem rekla že, to se pravi, nekako zadostimo temu pravzaprav, da dobimo, da udeležencem damo nek tisti občutek varnosti, zdaj varnosti v smislu, da se počutijo bolj varno in udobno, komunicirati, ker vejo, da pač te stvari, tudi če bomo kasneje to naložili, v spletno učilnico ali pa kamorkoli, da bo vidno ostalim, zadostimo temu, oziroma je ta občutek, da vejo, da ne bo vklesano v nek video, ta njihov govor in to njihovo pojavljanje na Zoomu. Po drugi strani pa sebi kot izvajalcu olajšamo, da res v bistvu imamo posnetke, to se pravi, da v bistvu tisto, kar smo pripravljali, kar smo že podajali, tisto znanje, ki smo ga predali, da ga imamo pripravljenega, v eni taki video obliki za mogoče tiste udeležence, ki niso mogli biti z nami na posnetku, oziroma če so to razni članski programi ali pač neki programi, kjer udeleženci lahko na tak način potem spremljajo tudi našo vsebino, tudi če niso bili prisotni z nami. Na tem mestu bi rada poudarila, da to, kar bomo delali, žal ni dovolj samo, da naredimo, par kljukic v nastavitvah Zooma, pa bomo že dobili pač te, posnetke take, kot je potrebno. Bo potrebnega torej nekaj več začetnega dela, bi pa poudarila predvsem to, da na koncu, to se pravi, ko imamo enkrat vse te zadeve, skozi katere bomo v temle video vodiču šli, ko imamo enkrat vse te zadeve nastavljene, pripravljene, nameščene na računalniku, je pravzaprav priprava takega posnetka stvar dobesedno 5 minut. Torej, res želim poudariti, tale video vodič je majčkeno daljši, ker gremo čez vse te procese, da vse te zadeve nastavimo, namestimo in tako naprej. Ko pa boste šli vi v realno situacijo, v kasnejših, kasneje, ko boste dejansko delali posnetke, bo pa to pravzaprav stvar res samo parih minut. Torej, kaj potrebujemo? Potrebujemo seveda kot prvo Zoom, s tem, da tukaj želim poudariti, da potrebujemo plačljivo verzijo Zooma, namreč potrebno bo snemati v cloud. Zdaj jaz predvidevam, da če delate, neka skupinska srečanja, že tako pač imate Zoom plačljivo verzijo, torej potrebna dovolj je tista verzija Zooma, ta najnižji plan v času, ko zdaj tole snemam, je mislim, da $14 plus DDV, skratka tisto za 17 evrov je dovolj ta plan. Potem boste potrebovali tudi še program Audacity, to je brezplačen open source program, s katerim bomo zvok pretvorili. Enostaven program, oziroma to, kar bomo delali z njim, bo dovolj enostavno, da vsak zmore, če znate priponke vložiti v mail, znate tudi to narediti, skratka. To pa program tudi ni zahtevan v smislu, da bi na računalniku blazno nekaj obremenjeval sistem ali pa karkoli. In pa tretja stvar, ki jo boste potrebovali, je pa program ScreenPal. ScreenPal je video urejevalnik in sicer bomo delali v samem temle video vodiču. To se pravi, skozi ta proces, skozi katerega vas peljem trenutno, za vajo, zadošča, brezplačna verzija ScreenPala. Namreč ScreenPal omogoča, da obdelujemo oziroma snemamo posnetke do 15 minut, tako da mi bomo v temle video vodiču najprej za zavajo naredili torej kratek posnetek, kratko zadevo, toliko, da gremo čez proces, da spoznate, kako se zadeve dela, in za ta namen je dovolj torej brezplačna varianta ScreenPala. Zdaj, tukaj bi mogoče še to dodala, ScreenPal je orodje, s katerim tudi sicer pripravljamo spletne tečaje, je zelo enostavno, zelo intuitivno in pa tudi v plačljivi verziji je zelo cenovno ugodno.
zadošča verzija za $6 na mesec oziroma za $36 na leto. In pa v bistvu uporabljamo ga lahko tako za, bom rekla, pripravo video izobraževalnih vsebin, kot tudi v končni fazi za videe, ki jih objavljamo in pripravljamo za promocijske namene, za promocijo našega online edukacijskega biznisa oziroma drugih zadev. Mogoče na tem mestu še povabilo, no, ali pa bom rekla najprej predstavitev, namreč za tiste, ki me mogoče prvič vidite, sem v bistvu, bom rekla, podjetnica, torej podjetnica, ki pomagam drugim podjetnikom kreirati spletne izobraževalne vsebine, konkretne spletne tečaje, pripravo Zoom delavnic, skratka vseh vrst online programov, članskih programov, e-coaching programov, skratka pomagam torej pri tem, bom rekla, strateškem delu, kako te zadeve zasnovati, do tega, bom rekla, tehničnega dela, kako se to vzpostaviti in kako sodobno tehnologijo uporabiti tudi za, bom rekla, promocijo naših online programov in našega, bom rekla, osebnega brenda, torej naše osebne blagovne znamke na socialnih omrežjih oziroma na teh novodobnih kanalih. Tako da v bistvu za program Screenpal, s katerim bomo tukaj delali v tem video vodiču, pripravili te posnetke, imam na voljo tudi brezplačne začetne treninge, tako da dajte pobrskati po moji spletni strani edogodek.si oziroma če vtipkate na internet Maruša Jovanovič, dobite torej edogodek.si spletno stran in pogledate po koledarju oziroma po aktualnih Zoom delavnicah, kdaj so na voljo torej brezplačni začetni treningi priprave in kreiranja spletnih tečajev s pomočjo orodja Screenpal. Evo, mi pa gremo zdaj v akcijo. Torej, kako bomo delali? Tale video vodič, tale proces, skozi katerega vas torej peljem v video vodiču, ima 3 korake oziroma 3 dele. V prvem delu gremo najprej v Zoom, to se pravi v naš Zoom račun, vse vodim, bom vse pokazala, kjer bomo v bistvu nastavili določene zadeve, ki se jih nastavi samo enkrat, torej to je enkratna zadeva. Drugi del bomo naredili nek posnetek v Zoomu, čisto samo za vajo, zato da boste v bistvu imeli material, s katerim lahko delate. Torej, video vodič je res narejen tako, da vi tudi lahko zraven te zadeve preizkusite in inštalirate, namestite vse zadeve tako, kot je potrebno. Tako da v drugem delu bomo naredili en krajši posnetek, tja za par minut. Stvar, ki jo boste potrebovali, sta 2 udeleženca. To se pravi, poleg vas kot v vlogi hosta, boste potrebovali še 2 osebi, ki sta na Zoomu udeleženca, to se pravi, da lahko to stestiramo. Zdaj, to sta lahko 2 telefona, to se pravi, če imate možnost 2 telefonov, ki vstopita noter preko Zooma. Zdaj, jaz bom pokazala primer, kjer v bistvu vstopam noter kot preko telefona en udeleženec, drug udeleženec pa preko brskalnika. Zdaj, če so vam te stvari zakomplicirane, enostavno povabite na en kratek Zoom klic 2 prijatelja, 2 kolega ali kakorkoli, ali pa izkoristite enkrat priliko, ko ste mogoče na Zoomu z nekom, pa da posnamete, bom rekla, tistih 2, 3, 4 minutke, ne rabite več. Bistveno je, da se v tem času te osebe lahko tudi oglasijo, zato da imamo ločene posnetke, pa samo to zavajo, da vidite, kako pač zadeve izgledajo. Tako da to je, bom rekla, mečkam bolj kompleksen del, ampak 2, to se pravi vi pa še 2 osebi oziroma 2 aparata, prek katerih se lahko povežete v Zoom. Tretja stvar, bomo pa zadevo zmontirali. Zdaj vem, ja, sliši se grozno, nekaj bomo montirali, neke tehnične zadeve. Skratka, bomo zmontirali zadevo skupaj v video urejevalniku, pa tako, kot sem rekla, prosim, ne se ustrašiti, čeprav sem rekla, zdaj beseda montiranje, pa ne vem, kakšne neki video urejevalniki, pa tako naprej, je zadeva precej enostavna. Tako kot sem rekla, če znate priponko v mailu staviti, znate tudi pravzaprav to zadevo tukajle narediti. Končna zadeva, še enkrat poudarjam, ta proces, skozi katerega bomo zdaj šli, bo kar dolg, to se pravi to, kako je pravzaprav dolg tale video vodič, vendar pa končna zadeva, kot bom tudi na koncu pokazala, vam resnici, potem ko imate enkrat na zadeve nastavljene, vzame samo 5 minut dela, tako da vas res povabim, da si vzamete čas, da greste čez tale video vodič, da nastavite zadeve, da jih postavite in bo potem, bom rekla, v prihodnjem vam to precej lažje, precej vam bo olajšalo, ne rabite nič rezati, ničesar, skratka so zadeve zelo enostavne. Še mogoče beseda o samem video vodiču. Zdaj, video vodič pomeni, po angleško bi temu rekli tutorial, skratka pomeni, da vas korak za korakom peljem skozi celoten proces, tako da v bistvu bojo res, bom rekla, so dejansko, bom rekla, celoten postopek je tako narejen, da ko gremo čez, vas peljem čez te korake in bo na vsake toliko časa bo gor na ekranu se pojavil slajd za akcijo.
takrat predlagam, da video ustaviš, daš na pauzo, ker ta slajd se bo samo na kratko pojavil, daš na pauzo in greš te zadeve narediti, kar pač bo v tistem momentu za narediti. Tako boš v bistvu dejansko že tekom gledanja tega video vodiča tudi implementiral te zadeve in jih imel narejene, kar pomeni, če greš delati, če najprej pogledaš video vodič, pa greš potem čez pol ure to delati, boš pozabil oziroma bo preveč stvari. Tako da delajte prosim sproti, ko gledaš ta video vodič. Na YouTubeu, vodič, ko ga bom objavila na YouTubeu, bo imel tudi chapterje, to se pravi, če gledaš tole objavo na YouTubeu, imaš spodaj zaznačene delčke in se lahko pač vrneš vedno na začetek delčka. To se pravi, ne rabiš iskati po YouTube posnetku, kje je zdaj tisti posamezen del od tekoče akcije, ampak dejansko se samo premakneš na tistem delčku, taka črtica je, kjer se premakneš na začetek oziroma poiščeš ustrezen del. In pa ja, vzeti si je potrebno, bom rekla, kar kakšno urco časa, skratka tale video vodič, ko ga gledaš oziroma ko imaš namen te zadeve iti pripraviti, je najboljš, da si vzameš res 1 uro časa, takrat, ko imaš mir, ko te nihče ne moti, ker kot se včasih pohecam, imajo te tehnične zadeve včasih tendenco, da nekako začutijo, bom rekla, to našo ali časovno ali kakšen drug pritisk in potem takrat ravno potem ne rade delajo. No? Tako da, če smo pa mi mirni, če 3-krat globoko vdihnemo, preden začnemo delati, bojo zadeve seveda bolj tekoče tekle oziroma bolje delovale. Vsekakor pa, če se vam bo zazdelo na koncu koncev, da je v bistvu vse skupaj, bom rekla, tehnično preveč za vas, oziroma da so to stvari, s katerimi se ne boste ukvarjali ali pa se ne želite ukvarjati, vam seveda tak postopek editiranja, to se pravi tisti del, potem, ko imate posnetke pripravljene, lahko naredi tudi kdorkoli drug. Če potrebujete tukaj pomoč, se mi oglasite, pa vas povežem z osebami, ki so, bom rekla, zaupanja vredne, da pripravijo zadeve tako, kot je potrebno. Je pa kljub temu potrebno čez prvih par procesov iti. Skratka, določene zadeve, torej to, kar bomo nastavljali v Zoomu in pa to, kako se v Zoomu sploh posnamemo, zato da so zadeve pripravljene potem za tako obdelavo, to pa morate pravzaprav v tem video vodiču iti skozi in to je pa pač stvar, ki jo morate sami nastaviti v svojem Zoomu, ker če tega ne naredite, potem posnetki, ki jih dobite ven, niso primerni za tako obdelavo, o kateri, za te namene, kot jih želimo ven dobiti. Torej, prva stvar, ki bomo naredili, je, da gremo v Zoom. Zdaj, na tem mestu, kako video vodiči delujejo, še enkrat poudaram, jaz najprej pokažem in razložim vse zadeve, na koncu vam naredim hiter povzetek, oziroma boste v nekaterih primerih imeli celo za pofotkati, oziroma bom rekel en tak povzetek na ekranu. Tako da, najprej pokažem, razložim, potem pa greste vi v akcijo. Tako da, evo. Prva stvar, gremo na naš Zoom account, torej gremo na spletno stran zoom.us, torej .us in se prijavimo noter. To se pravi, vstopati moramo v svoj profil, kjer bomo najprej nastavili določene zadeve, zato da bojo naši rekordingi, torej naši posnetki, pravilno nastavljeni. Ko ste v Zoomu, torej ko prijete noter, ko se prijavite, greste tukaj pod temle personal, torej če tukaj imamo ta personal, se zarolamo z miško do tukaj do settings. Direkten link je tudi v bistvu tukaj zgoraj zoom.us, us, poševnica profile, poševnica settings, oziroma setting. In preklopimo tukaj na zavihkah, najprej vas bo avtomatsko vrgel na meeting, preklopimo na recording. Najprej bomo namreč nastavili posnetke oziroma stvari, kako mora biti posnete na Zoomu. Zdaj, tukaj je velika verjetnost, da imate vklopljeno opcijo local recording, samo to, da razložim, local recording pomeni, da snemate na svoj računalnik. Je sicer možno tudi to, ampak bomo delali v bistvu z cloud recordingom, kar pomeni, da posnamemo naše posnetke v Zoom, torej v shranjevalno, bom rekel, v oblak, kjer se posnetki na Zoomu shranjujejo. Zdaj, kaj je tukaj catch? Catch v tem, da določenih zadev, ki jih bomo nastavili, da se naših udeležencev ne vidi. Torej to, da se jih ne sliši, bi se dalo naštimati tudi na local recordingu. Žal se pa na local recordingu ne da naštimati, da se njih ne vidi, ko mi snemamo. No? Tako da za te zadeve bomo potrebovali cloud recording. Torej tukaj, če imate cloud recording takole na sivo, ga dajte vklopiti, zato da bo, to se pravi, da bo ta opcija možna. In pa potem bomo tukaj nastavili zadeve. Torej prva stvar, se jo kar pokljukamo, je tale Record Active Speaker with Shared Screen. Skratka, tukaj želimo, da nam posname torej tisto osebo, ki govori, pa ki kaže ekran, da nam jo posname.
Zdaj, lahko poklikate tudi tale gallery view, kar pomeni, da bi posneli tudi vaše udeležence v tistem galerijskem pogledu, to so one sličice. Jaz načeloma imam to izklopljen. Zakaj? Zato, ker v bistvu vsak tak posnetek, ki ga naredimo, zavzame nekaj dodatnega prostora v našem cloudu. Zdaj, načeloma v cloudu imate na tistem prvem plačljivem planu nekje do 5 giga posnetkov lahko narejenih in se moramo zavedati, da v bistvu vsak tak tip posnetka, tukaj, ki se bo naredil, bo zavzel nekaj prostora. Tako da, če vi v enem določenem obdobju snemate ful veliko stvari, vam bo to zavzelo veliko prostora, pa boste mogli dokupovati prostor v cloudu. Tako da, tukaj probamo čisto bolj zminimalizirati. Načeloma pa tako za do 2-urne, 3-4 urne posnetke imate dovolj prostora na tem osnovnem prvem planu za 17 evrov. Druga stvar, ki jo poklikamo, je tale Record Active Speaker Gallery View and Shared Screen Separately. To pomeni, da nam bo vsako stvar posnel posebej. Posebej bo posnel samo našo sliko, ko govorimo. To se pravi, recimo zdaj, ko snemam ekran pa sebe skupaj, bi na koncu v Zoomu, če bi tole snemala v Zoomu, bi lahko dobila posnetek, kjer sem samo jaz, pa posnetek, kjer je samo recimo shared screen, to se pravi samo to, kar delim. Jaz bom tukaj spet odstranila gallery view, ker jaz sama s temi gallery viewi ne delam, to se pravi, ne želim imeti udeležencev na sliki, tako da dam to stran. Kaj nam tukaj omogoča, če mi to posebej posnamemo? Ne? Tukaj smo rekli, tukaj smo dali mu, da ne to posname Active Speakerja pa shared screen, torej kar delimo skupaj, tukaj pa zdaj želimo ločeno. Tele naše slikce, ki se na Zoomu posnamejo, so včasih, ampak so vedno zelo majhne. Ne? In če bi mi mogoče v nekem delu želeli imeti večjo sliko, ne, bomo lahko ta posnetek uvozili čez. Tako da to je čisto samo preventivno, naredimo to ločeno varianto, drugače pa načeloma zadošča totale ta prva. Okay. Potem pa tisto, kar je ključno, je pa zdaj tukajle, da nam posname Record Audio Only Files. To se pravi, tole moramo imeti pokljukano in bomo tukaj pokljukali Record One Audio File for All Participants. To se pravi, to bo posnetek, kjer smo posneti vsi, torej to je ta klasičen posnetek, da vsi govorimo in smo vsi prikazani gor. Druga varianta, ki jo pa želimo, je pa tale Record Separate Audio File for each participant, kar pomeni, da nam bo pa poleg tistega posnetka, kjer vsi govorimo skupaj, posnelo še to, da imamo za vsakega udeleženca na koncu posnetek zase. Torej, iz tega vidika bomo lahko potem izbrali samo naš posnetek govora, ne pa tudi udeležencev. Zdaj sem tukaj poklikala tudi, da pač shranjuje tele sporočila iz četa, zato da bom pač spravljena in tako naprej. To se sami odločite. Kar je potem treba še nastaviti tukaj v Advanced Cloud Recording Settings, je pa to, da pokljukamo tole Record Thumbnails when Sharing. To pomeni, da ko bomo mi delili ekran, če mi ne bomo imeli tega pokljukanega, potem naše sličice, te sličice govoreče glave, ne bo posnel. To se pravi, to želimo imeti zraven posneto. In pa Optimize the recording for third-party video editor pomeni, da ne optimizira posnetke, da bojo primerni tudi za obdelavo v video editorjih. Tako da tudi tole pokljukamo, zato ker bomo ta posnetek uvažali v video editor. V vsakem primeru to vedno priporočam, da imate vklopljeno, ker nikoli ne veste, kdaj boste komorkoli dali kakršenkoli posnetek obdelati in takrat je potem to lažje, zato ker so pač optimizirani, da res pridejo ven posnetek, tako kot je treba, ne? Če ne se zna zgoditi, da pride kakšen zamik med govorom pa samim audio posnetkom in tako naprej. Jaz sem tukaj vklopljeno tudi še tole participants, da lahko udeleženci requestajo, torej zaprosijo hosta, da začne snemati. Skratka, to ne pomeni, da lahko udeleženci sami začnejo snemati, ampak pomeni, da recimo, da imate vi neko srečanje, nek dogodek, ki ga vedno obljubite, da ga boste posneli, pa ste pozabili začeti snemati. Zdaj pa, če je to pač neka konstantna varianta, se bodo udeleženci hitro spomnili, pa bi rekli, tole moramo pa posneti in vam bodo dali request. To se pravi, tam ne bojo pritisnili, ne bojo recording, ampak ne bojo mogli snemati sami, ampak bojo ven poslati, tako da bo obvestilce. Tako da to je super varianta, da za tiste pozabljivce, ki bomo včasih pozabimo vklopiti zadeve. Tako da, to je v bistvu vse, kar rabite nastaviti, potem date tukaj še save, to se pravi, karkoli bo spremenjeno, date tukaj, le bom dala takole save in to je v Zoomu nastavljeno. Tako da, zdaj bo sledil slajd, kjer imate po screenshotano tole zadevo, kako naj bo nastavljena. Predlagam, da date
tale video zdaj na pauzo in greste te zadeve nastaviti v svoj Zoom. Ko naredite, pritisnete naprej play in gledate dalje. Ok, zdaj gremo pa v Zoom, spet najprej pogledaš, potem greš pa to narediti. Torej v Zoomu bomo najprej naredili en posnetek, torej za vajo. Zdaj, kot vidiš, tukaj v bistvu rabaš, torej poleg hosta, torej to sem jaz, tale moja sličica, in poleg tega rabaš noter vsaj še 2 udeleženca. Bom pokazala zakaj, ker namreč funkcija, ki jo bomo uporabili, ne deluje, če imamo samo enega udeleženca. Torej vsaj 3 osebe morajo biti na Zoomu. Zdaj, pri meni je to, jaz testiram tole zdaj čist sama in je pač eden od udeležencev je moj telefon, ki sem prišla preko Zooma noter, in pa tale Maruša je v bistvu udeleženec, ki sem ga noter naredila iz brskalnika. To se pravi, da sem šla v brskalnik kot udeleženec, torej da ni šlo prek aplikacije, pa prek brskalnika. Če te to preveč zakomplicirano, potem najlažja varianta, da povabiš vsaj še eno osebo, torej telefon in pa eno osebo, ker za tole varianto rabiš samo 2-3 minutke posnetka, tako da toliko, da se vsaka od oseb oglasi, zato da bomo imeli, bom rekla, za vajo, torej pač par različnih, torej vsaj 3 različne posnetke. Bistveno je pa to, da v bistvu te osebe trenutno tudi, v bistvu, kar bomo zdaj nastavili, to, da bomo dali sebe pod spotlight. Torej slika, recimo, da smo tukaj zdaj 3 osebe, bom jaz dala še sebe na telefonu, bom takole vklopila. Ok, takole, zdaj sem se dala še na telefonu, to se pravi tale osebica na levi strani, Maruša telefon, torej sem iz posnetka. Ni glih najboljši kot moj, ampak v redu. Za testne namene vse, torej za učne namene vse. Torej, kaj bomo zdaj naredili? Na osebi, torej na hostu, bom klikala na teli sličici, desni klik in dobim opcijo Spotlight for Everyone. Kar pomeni, lahko ste videli, da se je preklopilo, to se pravi, da kadarkoli bom govorila, oziroma kdorkoli bo govoril, bom ves čas na ekranu jaz. Zdaj, še zmeraj lahko udeleženci, ki jih potem povabite, ali pa tudi vi sami, lahko greste v ta gallery view, zato da imate še zmeraj ta občutek, da vidite vse udeležence, vendar pa tale, če vidite tukaj en znakec, tale bucika, tale za prpet, pomeni, da v bistvu zdaj Zoom snema samo mene. Kar pomeni tudi, ko se bo Maruša telefon oglasila in bo ona govorila, bi običajno potem Zoom posnel torej takrat njo, torej pod active speakerja, ker vedno posname, smo rekli, da ne posname active speakerja, bi takrat posnel, ko bi Maruša telefon govorila, bi posnel njen obraz, ker pa mi ne želimo, da se posnamejo naši udeleženci, sem jaz dala sebe pod spotlight, kar pomeni, da bo on avtomatsko, Zoom bo snemal mene, tudi če se oglasi Maruša telefon. Pa bomo naredili par posnetkov oziroma par testov, zato da se bo potem tudi, bom naredila, pač naredite kratko, to se pravi, posnamete na ta način, da torej sebe date pod spotlight. Če dam tako zdaj remove spotlight, če bi dala Marušo telefon, je ista varianta, to se pravi tistega, ki ga želimo imeti ves čas na posnetku, torej v tem primeru bom jaz dala sebe desni klik Spotlight for Everyone. Zdaj, če želim imeti udeležence, jih dam tako v pregledu, da še vse vidim, dam Gallery View. In pa torej predlagam, da zdaj torej narediš posnetek 5 minut, tam do 5 minut maksimalno, pa želim to, da v bistvu se oglasi vsakič vsaj eden od udeležencev. Torej, če imaš telefon zraven, se posnem enkrat tudi tako, da v bistvu govoriš z telefona, enkrat pa da govoriš ti kot host. Pa mogoče samo še to, da bomo razumeli, to se pravi, če jaz tole osebo dam v waiting room. Če imamo mi samo 2 osebi, pogledajte, spotlight, zdaj je možen, ampak če ga recimo pridemo noter, torej, ko smo mi prišli noter, pa dokler nimamo 2 oseb, ne boste mogli narediti spotlighta. To je ta hakelc, ne, zaradi tega vedno rabimo, to se pravi, če jaz zdaj odobrim Marušo telefon, da pride nazaj. Zamaknem. Takoj, ko je prišla 3. oseba, imam opcijo, da dam Spotlight for Everyone. Zato je ta opcija, zato je pomembno, da smo v tej fazi testiranja, da imamo torej 2 udeleženca. Torej, kar rabiš zdaj narediti, je to, da greš v Zoom skupaj z 2 udeležencema
in daš sebe, torej svojo sličico daš pod Spotlight for Everyone. Jaz bom preklopila še v Gallery View, ker sem tako navajena, da lažje spremljam udeležence. In pa potem daš tukaj pod Record, zdaj pri meni se je skril, ker imam bolj majhen ekran, tukaj se je tukaj skril pod Record to the Cloud, drugače boste imeli tukaj gumb Record in izberete Record to the Cloud, vpraša, če želi snema, date Continue, takrat se bo tudi oglasil in udeležencem povedal, če imate tako nastavljen, da se snema, in se posnamete, torej posnamete vsaj tako, da se enkrat oglasi tudi eden od udeležencev, zato da bomo dobili vsaj dva audio posnetka. Torej, posnetek, kjer govorite vi, enkrat vmes dajte pa priložnost, da spregovori tudi vaš telefon ali pa kdorkoli je že z vami v tem testu. Našteti korak potem, ko smo vse nastavili v Zoomu, pa ko smo naredili naš testni posnetek v Zoomu, je pa to, da gremo zdaj v Zoom posnetke, to se pravi, gremo na svoj zoom.us, potem v naš profil, v naš račun, Zoomov račun in tukaj je pod Personal, prej smo bili pod Settings, zdaj gremo pa pod Recordings in bomo zdaj tukaj že najdali naš posnetek in kar v bistvu kliknemo gor na tole zadevo, da vstopimo noter, to se pravi, da tam si pogledamo, kaj smo zdaj posneli. Zdaj, tukaj se nam je najprej posnel, tole lahko predvajamo, torej tukaj se nam je posnel posnetek, kjer v bistvu smo gor mi, naša govoreča glava in pa tisto, kar delimo ekran. To se pravi, tukaj recimo sem jaz in v bistvu vmes se je oglasila tudi Maruša telefon, ampak boste videli, da je v bistvu zato, ker smo mi nastavili, da je Maruša v Spotlightu, torej Maruša host v Spotlightu, bo tudi vmes, ko se oglasi v bistvu Maruša na telefonu, torej udeleženec, bo še vedno Maruša, to se pravi, bom samo jaz na posnetku. Zdaj tukaj mogoče ni tako očitno, ker sem jaz istočasno govorila na obeh, ampak ko boste vi posneli, boste videli, da pravzaprav dobite na koncu posnetek, kjer ste samo vi. Ok, gremo zdaj nazaj. Potem imamo pa tukaj, to se pravi, ta posnetek se nam je posnel tudi tukaj, Speaker View. To se pravi, zdaj jaz nisem nič kompleksno, nisem šerala ekrana, jaz upam, da nisem dala pred sicer napotkov, ko boste vi snimali, da mogoče še podelite ekran in tako naprej. Tukaj bi poudarila, ko delite ekran, če bojo udeleženci delili svoj ekran, se bo njihov ekran posnel. Torej, to je ključno, da se zavedate, da v bistvu ta zadeva vam ne prepreči, da ne bi, skratka, ta zadeva posname vse, kar vi na svojem ekranu vidite. Torej, če bojo udeleženci delili kaj na svojem ekranu, pa da so to kakšne občutljive zadeve, morate takrat potem to tudi pobrisati. Drugače pa, če boste imeli pa sam pogovorne zadeve, pa takrat bo pa v bistvu samo vas posnelo. Ok, tukaj smo dobili posebej, ker če smo snemali tudi še ekran, bi tukaj dobili torej Speaker View in pa posnetek deljenega ekrana posebej. To smo rekli čisto samo zato, da če želimo tega Speaker View, torej to je ta naša sličica, kdaj narediti večjo. To se pravi, na posnetku veste, da imate, ko dobite iz Zooma posnetek, bo moja sličica, kadar delim ekran, čist majčkana tam v enem kotu in zato, da dosežemo, bom rekla, boljši učni učinek, da je to večje, je včasih fino potem ta Speaker View kot dodaten video prelepati čez. Ampak to je zdaj že, bom rekla, bolj napredna tehnika. Dala sem vam, da to pokljukate čist iz tega vidika, da če kadarkoli želite, da vam kdorkoli drug ureja, da imate to pripravljeno. Torej, mi smo dosegli zdaj tukaj, da pravzaprav imamo tale pogled, kjer je posnet torej samo naša kot host, govoreča glava. Tukaj imamo pa audio posnetke in lahko vidite, tukaj zdaj audio only se je naredil posnetek, kjer smo posneti vsi. Torej in jaz in udeleženci in tako naprej. Tukaj pa audio posnetki posebej za Maruša Jovanovič kot host, in pa Maruša telefon kot posebej udeleženec. Kar zdaj mi želimo potegniti ven iz tega, iz Zooma, je to, da potegnemo dol tale posnetek, torej, kjer je bil ta Speaker View skupaj z ekranom, če smo ga delili, in pa želimo samo posnetek, kjer govori Maruša, host, torej potegnem dol tegale. Ok, kar potegnete zdaj dol, je v bistvu tukaj v tem spodnjem delu, ker če boste tukaj šli vam vse te datoteke, ki so se posnele, potegnali vse, pa ne rabite vsega, torej potegnete tale Speaker View, oziroma če ste vmes delili ekran, bo pisali
Speaker View with Shared Screen. To se pravi, potegnete tega dol in pa tukaj potegnete audio posnetek, kjer ste v bistvu samo vi, torej tistega, kjer je poimenovano vaše ime. Torej, še isti pogled v primeru, da smo snemali zraven tudi ekran, torej v tem primeru bomo imeli Shared Screen with Speaker View, pa Speaker View bomo imeli posebej. Zdaj tukaj se pač odločimo v tem primeru, če imamo Shared Screen, torej če smo tudi delili ekran, je velika verjetnost, da bomo želeli imeti posnetek skupaj z ekranom. To se pravi, to je bistvena razlika, je to, da če ste delili ekran, dobite pogled Shared Screen with Speaker View, če niste delili ekranom, dobite samo Speaker View. Torej, potegnete tisto, kar je za vas prioritetno in pa potegnete audio posnetek z vašim imenom. Dajmo najprej pogled, kaj smo v bistvu pravzaprav potegnili dol. Prenesli smo si dve datoteki in sicer prva je audio datoteka in ima končnico M4A, druga datoteka je pa video datoteka in ima končnico MP4. Torej, zdaj M4A je ena taka, bom rekla, poseben format zvočnih datotek, ki je v bistvu ga je izumil, mislim, da je Appleova vrsta datoteke, ki jo je izumil Apple, in v bistvu pomeni, da je kvaliteta res visoka, pa hkrati posnetek zelo majhen. Tako da v bistvu izuma, ko potegnete audio posnetke ven, so to v bistvu posnetki M4A. In zdaj, če delamo to, kar bomo delali, pravzaprav potrebujemo pa MP3. Zdaj tako, majčkeno bolj kompleksen postopek bo v nadaljevanju, namreč potegnili si bomo dol še program Audacity. Jaz predlagam pač ta program, zato ker je brezplačen, open source, deluje predvsem za audio posnetke. Je pa tako, da če imate pa mogoče, če ste pa Mac user, to se pravi, če imate Maca, pa lahko morda tole pretvorbo naredite tudi z iTunes programom. To se pravi, v tem primeru pa dajte pogooglati, kako se pretvori M4A v MP3, pa naredite to na svojem Macu. Windows uporabniki bomo pa najprej potegnili dol Audacity, naredili eno stvar še dodatno, tukaj res opozarjam, zdaj majčkeno bolj kompleksen proces bo prišel, oziroma zdel se bo, da je nekaj kompleksnega, v resnici je pa samo za namestiti dve zadevi in to naredimo enkrat. In ko to naredimo, imamo za prihodnje ta program naštiman in pripravljeno. Tako da tukaj res želim pač, da ste vztrajni v tem smislu, da to si vzamete čas in enkrat naredite in imate potem narejeno. Druga datoteka, ki pa je pa video datoteka, torej MP4, to je pa običajen format, ki ga tudi vsi poznamo. Pri MP4 je pa zdaj, oziroma pri tej video datoteki je pa zdaj hakalc v tem, da imamo noter v tem video posnetku, torej video, torej to, kar mi govorimo, naša govoreča glava in pa, če smo imeli tudi deljen ekran, še deljen ekran. In pa seveda imamo vse audio posnetke zraven, torej vse, kar sem govorila recimo jaz kot gostitelj in pa v tem primeru tudi vse, kar so govorili naši udeleženci. Torej naš video posnetek je dejansko vsebuje še zmeraj tudi govor udeležencev, zato kar želimo v nadaljevanju doseči je to, da odstranimo ta govor udeležencev in ga nadomestimo s tistim govorom, kjer je samo naš posnetek. To se pravi, v bistvu, kar bomo naredili po to v nadaljevanju. Prva stvar bomo šli narediti zdaj na to, da M4A pretvorimo v MP3, da dobimo torej posnetek, ki je primeren za uvoz in kjer govorimo samo mi. Potem bomo pa v urejevalniku, video urejevalniku, videu odstranili govore, kjer govorimo in jaz in vsi udeleženci in dodali naš govor, to se pravi ta naš MP3 posnetek. Zdaj, tako kot sem rekla, v nadaljevanju gremo čez ta proces, da namestimo oba programa, torej za prvo stvar smo nekaj bomo potrebovali program Audacity, da pretvorimo v MP3, potem bomo pa potrebovali še video urejevalnik, to se pravi ScreenPal, kjer bomo pa naredili, bomo rekli, tisto finalno zadevo. Zdaj, glede na to, da gremo zdaj še nameščati programe, bom pokazala samo na hiter proces, kako mu namestite programe, bo trajalo mogoče nekaj dlje časa. Res pa opozarjam, oziroma še enkrat poudarjam, to se naredi samo enkrat, ko imate nameščene programe, je v prihodnje to stvar dobesedno 5 minut. Torej, namestili bomo program Audacity, oziroma Audacity. Skratka, greste na Google, pa vtipkajte Audacity z y download. Še enkrat ne poudarjam, gre za program, to tukaj lahko vidite, Audacity is the world's most popular audio editing
en recording app, skratka gre za tako imenovan open source program, kar pomeni, da je prosto dostopen, ni nek free trial verzija, ni nek brezplačen v smislu, da samo preizkusite, ampak dejansko z njim ga lahko naložite in delate v bistvu audio posnetke ali pa kakšne meditacije, pa take zadeve lahko celo direktno tudi tukaj noter. Torej, Audacity download, poiščemo ta prvi zadetek in potem tukaj potegnete, torej če ste na Windowsih, potegnete Windows verzijo oziroma Mac oziroma Linux, kar potrebujete in namestite. Zdaj, jaz tukaj ne bom šla čez ta proces, gre za čisto običajen proces nameščanja programov. Če ga niste vešči, se, bom rekla, posvetujte s svojim računalničarjem, bi se rekla, ne. Tako da to je ta prva stvar, ki jo naredite, si namestite torej ta program. Potem je pa catch v tem, da v bistvu tudi v Audacityju program ne podpira kar avtomatsko teh M4A datotek, kar pomeni, da je treba še narediti en dodatek in sicer pobrati dol še tole. FFmpeg library. Skratka, ko boste namestili program, se vrnete nazaj torej na ta link Audacity download in kliknete še tole FFmpeg library, torej kar tale link. Boste videli, tudi tukaj je že posnet tutorial, kako se, oziroma pač ta video vodič, kako se to naredi, ampak načeloma vse, kar rabite namestiti, je recimo, če ste na Windowsih, torej imate tukaj zavike Windows, potegnete tukaj dol, torej download the installer, potegnete dol to, vam ga bo preneslo na računalnik in samo restartate Audacity program in bi že avtomatsko, torej Audacity should now automatically detect ta program, torej naj bi ga avtomatsko zaznal. To se pravi, če povzamem še enkrat, greste na Audacity download na Google, vzamete Windows, če ste na Windowsih, najprej namestite to, potem pa namestite še tale library, to se pravi še tole datoteko, kjer je pa tudi vse, kar je za narediti, pa samo dol potegniti, pa zagnati inštalacijo. In potem načeloma bo Audacity program bil pripravljen, da lahko zdaj mi pretvorimo naš M4A posnetek v MP3, tako da zdaj si pogledamo pa torej to. Torej, predlagam, da zdaj ustaviš tale posnetek in namestiš torej program Audacity in pa tisto library knjižnico. Torej, odpremo tale naš Audacity, zdaj takole se nam v prvi strani ponavadi tole okno pokaže, ga lahko zapremo. Torej, vse, kar bomo naredili, je, vozili bomo posnetek M4A in ga izvozili kot MP3. Tako da ne se ustrašiti, tukaj je veliko možnosti, veliko nekih nastavitev in vsega tega, kar bomo mi potrebovali, sta samo uvozi in izvozi. In tudi v bistvu načeloma je to kakšna minutka dela. Torej, prvi korak je tukaj pod datoteko gremo in damo uvozi zvok. Na računalniku torej med datotekami poiščemo, kje imamo torej ta naš audio posnetek, ga izberemo in damo odpri. In v bistvu takole, ko bomo videli tole zadevo, da se je nekaj noter uvozilo, je to. In zdaj vse, kar rabimo še narediti, je to, da ta posnetek izvozimo, torej gremo tukaj datoteka, pod izvozi zvok. Bistveno je samo to, da izberemo tukaj datoteka MP3. Torej, da izberemo MP3, ostalo samo tukaj pregledate, če boste kakorkoli drugače preimenovali, pa če boste v kater drug folder, torej v katero drugo mapo na računalniku dali. Ostale zadeve kar pustimo tako, kot je nastavljeno in samo kliknemo izvozi. Torej, predlagam, da zdaj ustaviš tale posnetek, daš na pauzo in uvoziš M4A ter izvoziš MP3, zato da imamo pripravljeno datoteko za v nadaljevanju, ko te zadeve dokončno uredimo. Torej, zdaj pa potrebujemo v bistvu še video urejevalnik, kjer bomo vse te zadeve zdaj skupaj združili in ščarali in tako naprej. Torej, rekli smo, da bomo uporabili orodje ScreenPal. Zdaj, orodje ScreenPal je za posnetke do 15 minut, za urejanje posnetkov ali pa za snemanje posnetkov do 15 minut brezplačno, tako da če se zdaj v tej vaji naredil, bom rekla, en kratek zoom posnetek, tam 5 do 10 minut, bo to čisto zadoščal, drugače smo pa tudi rekli, v bistvu je dosti ugodna cena programa, tako da tudi tole zadevo, kar naredimo, je podobno kot pred pri Audacityju, namestimo samo enkrat in to je to. V prihodnje imaš potem to
pripravljeno. Zdaj postopek za registracijo oziroma za to, da prenesemo zadevo, jaz tako lepo navad predlagam, da gremo tukaj pod sign up, it's free. Potem se pa noter prijaviš oziroma registriraš bodi si z Googlovim računom ali pa z Applovim ali pa v bistvu to narediš uporabniški račun vezan na svoj e-mail. Ko si torej enkrat, ko imaš uporabniški račun narejen in si prijavljen noter, to se pravi, ko boš videl tukaj svoje inicialke, takrat boš vedel, da si noter prijavljen, potem pa v bistvu rabimo samo še namestiti program. To se pravi, tukaj, kjer vidimo, je pravzaprav to, kar je na internetu, torej na screenpal.com, je tam, kjer pravzaprav lahko urejamo kakšne posnetke oziroma zbiramo posnetke, tako kot recimo na YouTubeu, kamor jih nalagamo. V resnici bomo pa delali zadeve v programu, torej moramo namestiti še program, tako da tukaj sam pod Create daš eno od teh opcij, recimo Edit Video Editor, in ko to klikneš, se bo avtomatsko zagnala datoteka za nameščanje tega programa, jo namestiš oziroma greš čez tisti postopek do konca in potem v prihodnje v bistvu lahko direktno na računalniku poiščeš program Screenpal, kot se bomo pogledali zdaj v nadaljevanju. Torej, če programa Screenpal še nimaš nameščenega, torej se registriraš brezplačno in potegneš dol program. Če pa že imaš, pa samo nadaljuješ v nadaljevanju, si torej pogledamo, kako zdaj odpreti program oziroma kako zdaj uvoziti posnetek, ki ga imamo potegnjenega ven iz Zooma. Torej, zdaj med našimi programi poiščemo torej Screenpal. Običajno ga imamo torej tukaj pod S in ga samo zaženemo. Ko boste prvič odprli program, bo najbrž takole izgledalo vse prazno. In zdaj v bistvu, kar želimo, je uvoziti naš MP4 posnetek. To naredimo lahko kar tako tukaj gor kliknemo in poiščemo ta posnetek. Lahko ga pa tudi kar na drag and drop, torej na povleci in spusti varianto prenesemo direktno iz našega upravljavca datotek semle v ta program. Zdaj jaz bom šla preko tele opcije, da uvozim noter. Torej, samo izberem posnetek in dam Open. Zdaj je odvisno, kako je dolg posnetek, ker smo delali kratko varianto, bo to šlo zelo hiter noter. Daljši, ko bo posnetek dlje časa, bo to trajalo. In tukaj res opozorim, da ko delate s posnetki, recimo Zoom posnetki v dolžine uro pa pol, 2 ali celo več, zna to trajati kar nekaj časa, ampak v tem času lahko računalnik pustite oziroma program pustite in uvaža sam. Torej, da smo uspešno uvozili posnetek, vemo, ker se nam pojavi tukaj med temi tako imenovanimi videoprojekti in ga v bistvu samo odpremo. Ne se ustrašiti, na začetku je črn, to so vsi Zoom posnetki, imajo na začetku malo črnine. Ta prostor lahko na začetku v bistvu potem tudi izkoriste, pa mogoče kaj gor napišete kakšen naslov ali pa odrežete, to je res samo neka sekunda oziroma še manj kot sekunda te črnine. Drugače pa tukaj že lahko vidimo ta moj posnetek. Teli hribčki pa tudi nakazujejo, da ima ta posnetek zdaj noter govor. To se pravi, še enkrat pokažem nazaj, tale posnetek samo, oziroma ta projekt odpremo, kliknemo gor in gremo v Edit Video. Spet dajte slediti samo tem navodilom, zato da ta posnetek lahko obdelamo in pripravimo, vse ostale zadeve se pa lahko, bom rekla, pa lahko na tem mestu pustimo v primeru. Torej, zdaj vidimo, da imamo mi tukaj spodaj tele hribčke, ki nakazujejo, da v bistvu se je vozil ta naš video posnetek, ki vsebuje tudi audio posnetke, torej audio posnetke vseh naših udeležencev. In zdaj, da se mi znebimo tehle hribčkov, to se pravi vsega tega zvoka, je ena preprosta funkcija in sicer tukaj na desni strani pod audio imamo kljukico pri kompjuter, kar pomeni, on zazna pač posebej, kaj je slika, pa kaj je audio. In če mi tole kljukico odstranimo stran, vidimo, da se znebimo tehle hribčkov, kar pomeni, da smo se znebili zvoka. Torej, zdaj nam je ostala samo ta naš posnetek. In kaj bomo zdaj naredili? Zdaj bomo pa uvozili v bistvu noter audio posnetek tistega govora, kjer pa samo mi govorimo. Zdaj to si lahko predstavljate, tukaj bomo uporabili funkcijo Music, ker si lahko predstavljate to tako kot ena glasbena podlaga. Običajno se v Screenpalu tukaj ta opcija Music uporablja za to, da damo glasbeno oziroma zvočno podlago za celoten posnetek noter. Tukaj bomo pa v bistvu uporabili, namesto glasbe bomo pravzaprav uporabili
naš audio posnetek. Tisto, kar je pa najbolj pomembno v tej fazi, pa to, da se tukaj na tej časovnici mi zdaj postavimo čist na začetek. Torej tukaj mora pisati nič. Ker če se bomo postavili kjerkoli drugje, bo on začel glasbo oziroma ta naš zvočni posnetek uvažati od tam dalje in seveda potem ne bo usklajeno. Zoom je že poskrbel, da je video usklajen, oziroma da je video enako dolg, pa da je audio posnetek naš enako dolg. Mi moramo pa zdaj poskrbeti, da se s tole modro črtico postavimo čisto na začetek, kjer je nič in gremo tukaj pod music in seveda zdaj ne bomo dodali glasbe, ampak bomo dodali naš audio in bomo šli tukaj pod import your music. Torej, ko najdemo ta naš posnetek, enostavno samo izberemo, torej tale mp3 in damo open. Zdaj, ker je kratka zadeva, se je uvozila zelo hitro in lahko že vidimo nove hribčke. In ti hribčki so zdaj od glasbe. Torej, ne res, mislim res, da je te predstavlja, torej ta glasba je kot, bom rekla, neka naša dodatna zvočna podlaga. Torej, tale music, ki ima zdaj kljukico, je torej ta naš posnetek, kjer smo samo mi, torej kjer je samo naš govor. Če bi pa mi zdaj tukaj sklopili, bom samo to pokazala, da boste razumeli, da boste videli. Hribčki so seveda v tem delu, kjer govorim. Tukaj lahko vidite, da od približno 3 sekunde do približno 13 sekunde govorim, potem pa ni nič. Zato, ker je v tistem času govorila Maruša udeleženec in potem sem spet kot host na koncu, pa dajmo to preveriti. Če izklopim tale music, pa vklopim kompjuter, bomo videli, da so pa v resnici tudi tukaj med 18 pa 28 sekundo še zmeri neki hribčki in to je bil tisto naš govor udeleženca. Torej res je pomembno, da tukaj kompjuter odstranimo in da ohranimo samo torej ta music in to je pravzaprav to. Zdaj v tej fazi lahko, če želimo karkoli dopisati, pripisati na ekran, lahko tukaj bom sam na hitrico pokazala, torej tukaj pod tools, pod overlay lahko dodamo razne pripise na ekran, torej tekst. Če smo kjerkoli posneli kakršnokoli občutljivo stvar, tako kot sem prej opozorila, Zoom je posnel tudi vse, kar je nekdo delil, če so udeleženci delili ekran, je v tistem momentu posnel torej tudi njihov ekran, torej v tem primeru si lahko med tools, overlay z opcijo blur pomagamo, da zadeve za tisti del zameglimo, to se pravi za tisto območje, kjer želimo zameglimo, ampak to so vse, bom rekla, tako imenovano napredne stvari, tako da v bistvu to, če ste posneli zadevo, tako da ni potrebnega nekega urejanja, je to to. Jaz bi na tem mestu upozorila tudi to, da mogoče v prvi fazi ni primerno, da karkoli režemo, torej ta način dela je res primeren, kadar želimo posnetek ohraniti takšen, kot je. To se pravi, če je kjerkoli kakšna občutljiva informacija, jo zameglimo, ne pa režemo, ker pri rezanju se mi je konkretno meni podrl sistem, kar pomeni zvok pa slika nista bila več usklajena. Tako da ta primer je res, oziroma ta situacija, oziroma ta zadeva je res primerna torej za proces, kjer delamo z obstoječimi posnetki, ne da bi karkoli rezali. Evo, še na hitrico še enkrat ponovim postopek v Screenpalu in pa pokažemo v bistvu potem, kako še shranimo kot datoteko, torej kot video datoteko, ki je primerna, da jo naložimo na YouTube, v spletno učilnico oziroma kamorkoli že nalagamo posnetke. Torej, če se vrnem nazaj, tukaj ni gumba Save, ampak je vedno gumb Back to oziroma Back to Video Projects. Torej, vse, kar sem naredila, uvozila sem posnetek, torej preko tega gumba sem uvozila posnetek MP4. Posnetek odpremo, gremo v Edit Video, odstranimo, bom se tukaj lepo postavila, odstranimo Computer Sound in pod Music, oziroma postavimo se na ničlo in pod Music iz računalnika poiščemo našo datoteko, zvočno datoteko, torej MP3. In pa v tej fazi, če želimo kjerkoli karkoli pripisati na ekran, torej med toolsi izberemo overlay text ali pa, če želimo zamegliti, damo overlay blur. Ko smo zadevo zadovoljni, gremo dan editing video in damo samo save as video file. Poiščemo, oziroma pogledamo, da je res datoteka MP4. Poiščemo, oziroma prespremenimo, če je potrebno, če želimo, spremenimo ime.
poiščemo folder, torej mapo na našem računalniku, kamor želimo shraniti, quality pustimo normalno, caption so podnapisi, ki jih v bistvu nimamo in vse, kar je, damo publish. Zadeva se bo takole začela pakirati v video, lahko damo, torej ste videli, zdaj je bilo zelo hitro narejeno, je pa tako, da v bistvu daljši, ko so posnetki, tudi tukaj velja, ne? Tako kot se je pri uvozu traja kar nekaj časa, če je dolg posnetek, bo tudi pri izvozu oziroma pri sejvanju oziroma shranjevanju v video format trajal kar nekaj časa, to naj vas ne skrbi. Tukaj le desno zgoraj boste lahko spremljali, kako daleč zadeva je. To, koliko časa se pakirajo, je majčkeno odvisno, torej prvič od dolžine posnetka, drugič tudi od zmogljivosti vašega računalnika, pa od spomina na vašem računalniku, pa tako naprej. Tako da predlagam, če takrat delate, recimo, ko boste delali z resnimi posnetki, je torej mogoče to ena stvar, kjer je fino, da zaprete vse programe, torej zato, da tega začasnega spomina ne kradejo drugi programi, zaprete vse programe, po možnosti računalnik še restartate in takrat to obdelujete in bojo stvari tudi šle hitreje. Če si skupaj z mano vadil, je torej tukaj čas, da daš na pauzo in narediš torej še to zadnjo zadevo, torej uvozaš posnetek, dodaš glasbo, odstraniš zvok in zapakiraš v video. V nadaljevanju pa potem samo še naredimo kratek povzetek celotnega procesa, da pokažem, kako zadeva pravzaprav izvedljiva v samo parih minutah. Torej, naredimo zdaj za konec še en tak celosten pregled celotnega postopka. Zdaj na tem mestu jaz predlagam, da če si slučajno tole zdaj postopoma delal z mano skozi ta video vodič za vajo, da narediš celoten ta postopek še enkrat ali dvakrat v celoti. Torej, če si delal, bom rekla, s temi kratkimi posnetki, ti bo to vzelo mogoče dodatnih par minut dela, toliko bom rekla, da malo, bom rekla, roke pa možgani osvojijo ta postopek, pa da v bistvu to celostno sliko sestavaš, bom rekla, zdaj na kup. Drugače pa v bistvu tukaj zdaj predlagam, torej mogoče kar narediš screenshot, na tem mestu dovolim seveda, da narediš screenshot, da imaš na telefonu celoten posnetek oziroma celoten postopek pripravljen. Grem pa zdaj jaz na hitrico skozi, da še enkrat pač ponovimo in zaključimo ta del. Torej, nastavitve na Zoom settings, najprej smo naredili na Zoom računu, našem uporabniškem Zoom računu, smo pod settings na zavihku recording nastavili tiste nastavitve, ki v bistvu določajo, da se nam naši posnetki snemajo v cloud, pa da se nam ločeno snemajo, pa tako naprej. Zdaj to smo naredili enkrat. Če si to naredil tekom tega posnetka, imaš to narejeno in bodoče tega ne rabaš delati, zato tudi tega nisem označila z nobeno številko, ker je to pravzaprav narejeno. Potem pa v bodoče, ko imaš Zoom srečanje, prva stvar, ki jo narediš, čisto na začetku, nastaviš samega sebe v spotlight. To smo rekli, da v bistvu naredi to, da v bistvu tudi, če se kdorkoli drug oglasi, bo Zoom ves čas snemal samo tebe. Torej ne bo, tudi če se nekdo drug oglasi, ne bo posnel njega, ampak ves čas posname samo tebe. Je pa tukaj treba poudariti, da smo rabili minimalno 3 osebe. To se pravi, šele ko so 3 osebe na Zoomu, lahko daš sebe pod spotlight. Tukaj se lahko spomniš na to varianto, da smo mogli imeti 2 udeleženca zraven tudi pri testiranju in pa seveda ne poznamo dati snemati v cloud. Tukaj nam lahko pomaga ena funkcija v Zoomu, se da nastaviti, da tudi udeleženci lahko zaprosijo oziroma te spomnijo, da daš snemati. Tako da, če imaš kakršnakoli srečanja, ki so, bom rekla, ponavljajoča, pa da ne pozabiš slučajno dati snemati, lahko vklopiš to funkcijo in bojo udeleženci te lahko spomnili oziroma zaprosili, da snemaš. Druga stvar, ko Zoom srečanje končamo, ko nam Zoom sporoči, da so posnetki na voljo, gremo torej v naš Zoom account, torej na zoom.us in pod Zoom recordings prenesemo datoteke. Smo rekli, rabimo datoteko shared screen with speaker view, to se pravi deljen ekran pa govorec, torej govoreča glava, če smo karkoli delili na ekranu, če na ekranu nismo nič delili, tam poberemo samo speaker view in pa naš govor, to se pravi tam, kjer smo govorili samo mi. Potem pa program Audacity smo že namestili, tako da v bistvu v resnici tukaj rabimo samo odpreti, torej pod 3. točko samo odpremo program Audacity, uvozimo ta M4A zvočni posnetek in izvozimo kot MP3. To je vse, kar rabimo v Audacityju narediti, smo rekli minutka dela. Potem odpremo ScreenPal, v tej fazi smo ga že namestili, tako da bi to morali delati, in uvozimo
torej ta naš MP4 video. Torej uvozimo video, v nadaljevanju v screenpalu, ko gremo v video urevalnik, odstranimo tisto kljukico, kjer smo odstranili celoten zvok iz tega originalnega videa. V 6. točki smo se postavili na začetek posnetka, damo torej na nič. V 7. točki dodamo torej zdaj to našo glasbeno podlago, smo rekli, to se pravi ta naš posnetek, kjer govorimo samo mi, torej uvozimo ta pod audio import music, uvozimo MP3 posnetek z našim govorom. Smo rekli, opcionalno tamle pod točko 8 lahko opcionalno dodamo še na ekran kakšne pripise ali pa zabluramo, torej zameglimo kakšne občutljive podatke na sliki. Ne smemo pa rezati posnetkov, torej ne režemo kakšnih delov posnetka in čisto na koncu samo damo še publish to video in celoten tale postopek nam vzame točno toliko časa, kot sem zdajle pravzaprav govorila. Če gre seveda nekje za kratke posnetke, torej če zdajle narediš to vajo še enkrat s temi kratkimi posnetki, je to stvar, bom rekla, 5 minut dela. Ko pa delaš zares z daljšimi posnetki, uro pa pol, 2 ali celo dlje, bo pa trajalo nekaj dlje časa to, da se posnetek uvaža noter. Ta del nič ne skrbi, samo pač pustiš računalnik, da to zmelje in pa publish to video bo na koncu lahko trajalo tudi do pol ure ali pa še kakšno minuto več, odvisno torej od dolžine posnetka, od dolžine in pa od zmogljivosti tvojega računalnika. Tako kot sem rekla, tudi tukaj ne se nič bati ali karkoli, pustiš, da računalnik odmelje, ti greš pa ta čas na eno super pauzo. Tako da, to je bilo pravzaprav celoten postopek. Za kakršenkoli support, nadaljni support v zvezi s temi zadevami sem na voljo v spletnem hubu za edu-podjetnike oziroma za kreatorje online programov. Gre za članski program po izredno dostopni ceni, brez kakršnekoli zaveze, skratka v tistih mesecih ali mesecu, ko delaš na teh svojih zadevah, se nam lahko pridružiš, lahko si seveda naš član tudi dlje časa. Skratka, spletni hub za edu-podjetnike je prostor, kjer pravzaprav nudim nek stalni support, kjer so na voljo vsebine, ki te peljejo skozi procese kreiranja online programov. Na voljo so Zoom delavnice, kjer krepimo tehnične veščine in pa na voljo so mesečni izzivi oziroma pač izzivi, taki krajši spletni tečaji, razdeljeni skozi neke take obvladljive, časovno obvladljive kose, kjer pravzaprav lahko gradiš celoten svoj online edu biznis, vse od kreiranja online programov do promoviranja online programov, do vzpostavljanja vseh platform, vseh sistemov, ki jih v online edu biznisu, torej v tem online edukacijskem, online coaching biznisu potrebuješ. Jaz pa sem ves čas na voljo, to se pravi skozi Zoom delavnice, na srečanjih v živo oziroma v spletni skupnosti znotraj akademije sem na voljo za pisni support in pa sem na voljo pod določenimi oziroma v določenih paketih, bom rekla, sem na voljo tudi za oseben mesečni individualni support.